Gospod minister, ali vam je težko bilo prepričati novo izvoljenega predsednika, da bo imel govor na tej proslavi vašem? Kdo pa ima pri vas potem govor slavnosti? Glede, vse te, govor bi imel predsednik vlade, ampak vse te podrobnosti lahko dobite pri državnem sekretarju Zornu. Zakaj pa vlada, recimo, na tak namen, da nam govorimo o univerzalnih človekovih pravicah, recimo lani, predlani tega ni bilo, je za drugo leto tudi predvidena proslava na to temo človekovih pravic. Zakaj človekove pravice omejiti samo na neko zgodovinsko dejstvo, ki vse ni prijetno za našo demokracijo? Človekove pravice nikakor niso omejene. Nikakor ne morajo biti omejene in prav zaradi tega se je zdelo potrebno vladi, da predstavimo sistematsko kršitev človekovih pravic nekdanjim političnim zapornikov, kajti njim ni bila posvečena doslej še nobena pozornost v takšnem smislu. Enostavno nihče se tega ni spomnil. V ospredju so pa prišli, tako kot sem že prej povedal, zato ker so se letos pač pojavila prva sistematična raziskovalna dela z tega področja, z področja v upravi krivic. Omenil sem, da je bila izdelana in predstavljena raziskava o delovnih taboriščih, pravzaprav, kjer se upravljajo prisilno delo po vojni v Sloveniji. Povedal sem, da je bila upravljena raziskava o koncentracijskih taboriščih po letu 1945 v Sloveniji, druge raziskave tudi tečejo. In nenazadnje, v arhivih Ministrstva za pravosodje smo odkrili kartoteko političnih zapornikov. V tej kartoteki je 5500 imen in poleg te kartoteke so gotovo, kot sem omenil, so številni drugi posamezniki, ki jih tudi lahko uvrstimo v to kategorijo. To je določil govornika, ustavnostnega govornika in kako odgovarjate na očitke, da gre pri tem mogoče tudi za da bi skozi stranska vrata dosegli pač neko vrsto ilustracije, obračun s preteklostjo nekaterimi državi in tako naprej, da gre za neko revanšistično dejanje. No, ilustracije, ki ste omenili in ki jo je zahtevala resolucija Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, pač v Sloveniji, kot sami veste, ni bilo. Ja, tako da to o tem ne govorimo. Tu ne gre za nekakršno ilustracijo. Mislim, da je kakršnakoli povezava na to celo žaljiva na vse, ki so bili prizadeti v nagradnem sistemu s političnimi sodbami in so bili zaradi tega v zaporu. Taka povezava je neprimerna in za prizadete osebe žaljiva. Kdo pa je določil govornika? Ja, govornik je bil izbran. Predsednik vlade je pristal na to, da ima govor na tem, namreč zavedati se morate, to ni proslava, državna proslava, proslave, ki so določene naprej, ne, ki so določene tudi z zakonom, ne, ob državnih praznikih. To je proslava, ki se zgodi ob takem dogodku, kot je to. Mi smo nedavno imeli tudi dan pravosodja, ne, na tem sva bila slavnostna govornika predsednik Vrhovnega sodišča in minister za pravosodje. Tako da iz tega delati kakšen poseben problem, kdo je določil slavnostnega govornika, se mi zdi nesmiselno. Sam sem pa zelo vesel, da na ta način predsednik vlade kot izvršilne veje oblasti poudarja pozornost, ki jo vlada izkazuje temu problemu. Problemu priznanja, ne nazadnje tudi osebnega dostojanstva vseh teh oseb, ki so bili močno prizadeti v nekdanjem političnem sistemu. Zdaj, ta proslava je prvič. Bi tole lahko rekli, da je to najbolj aktualna, ali pa mogoče rečem, najbolj obremenjujoča tema Slovenije danes, da je na prvi proslavi obravnavate. In ali to pomeni, da boste naslednje leto se lotili kaj druge teme izbrisanih? Gotovo je to tema, ki zadeva zelo veliko število ljudi in ki doslej ni bila posvečena, kot sami vidite, v takšnem okviru nobena pozornost.
Na ta način ne. Kaj bo pa prihodnje leto, to bo čez leto dni. Jaz sam se zavzemam za to, da so pač proslave 10. decembra tudi naprej, ne da je samo ena, da jih je tudi več. Zelo pozdravljam, da obeleži ta datum s sprejemom tudi varuhinja človekovih pravic. Zelo verjetno tudi veste, da so običajno tudi posebne proslave tudi drugje po Sloveniji in samo pozdravljamo čim več proslav, na to temo toliko bolj. Gospod minister, kako pa, da niste razmišljali, da bi vseeno za prvo proslavo na to veliko temo, črni madež Slovenije, dobili govornika, ki izhaja iz teh morebiti političnih zapornikov, saj ste prej ravno omenili, da jih je še nekaj živih in so tudi zelo znana imena, recimo gospod Ljubo Sirc, tako da vam ni uspelo v bistvu prepričati ne enega izmed njih. Glejte, oni so tisti, ki morajo slišati, da jim država posveti potrebno pozornost in da jim na svojem govoru nameni nekaj besed. Ne, da govorijo sami sebi. Država jih pa samo posluša. Vendarle tu je predstavnik ene od 3 oblasti, ki o tem problemu nekaj pomembnega pove. Mislim, da je izbira pravilno. Ste te ljudi povabili na proslavo? Recimo danes sem na spletni strani gledala, v glasu se je en bivši politični zapornik in je rekel, fino, to je pa proslava, ki je posvečena meni in bom šel. Kaj, če bo prišel? Seveda smo jih povabili. Seveda smo jih povabili. Oni bodo celo pravzaprav glavni gosti na tej proslavi. Zato naj na tem mestu vsem izrečem iskreno vabljeni dobrodošli. Pridite v čim večjem številu.